Začel bi rad z eno kratko anekdoto. Približno 2 leti nazaj sem kot trener vodil eno izobraževanje za trenerje v Evropski prostovoljni službi o tem, kako facilitirati Youth Pass proces. Torej, trenerji, ki so na IVS usposabljenih, morajo tudi kaj vedeti o Youth Passu in tudi kaj s tem narediti. In najbolj zabavno mi je bilo to, ker pač sem teden dni manjkal doma in še kje, ljudem razložiti, o čem boš sploh imel seminar. Ok, pejmo po vrsti. Najprej je IVS, Evropska prostovoljna služba, to veš kaj je? Aha, no, dobro, tralala, da mladi grejo po Evropi za kakšen let in tako naprej. No in na tem IVS-u so usposabljeni. Kaj usposabljeni? Lej, pač, pridi par čaron, arrival, meet, tralala, pač se veste, rabaš ene 2 minutki, da razložiš. No in ta usposabljanje vodijo trenerje. Kdo? Razložiš trenerje. No in pol je Youth Pass. Še eno veliko področje. In pol, zdaj, kaj imajo ti trenerji z Youth Passom? Za en seminar razložiti vsebino, rabaš ene 10 minut, če vsaj približno želiš razložiti. No in mečken tega občutka, zato ta anekdota, mečken tega občutka sem imel tudi danes. Že z Nino sva imela en tak zanimiv pogovor. Pomen neformalnega izobraževanja v mladinskem delu. A to zdaj, kaj neformalno izobraževanje pomeni znotraj mladinskega dela, ali kaj tole neformalno izobraževanje, ki se ga mi gledamo tle, pomeni, ali kaj. In sem razmišljal, če morda to vprašanje ni pravzaprav zelo podobno, kar kot vprašanje, kakšen je pomen mladinskega dela. Bomo videli, no? A bom jaz zdaj bolj na koncu, me tudi zanima povratna informacija, bom bolj odgovarjal na vprašanje, kakšen je pomen mladinskega dela, ali kakšen je pomen neformalnega izobraževanja v mladinskem delu. Mladinsko delo, izhajal bom iz definicije zakona, je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Tale definicija je meni osebno čudovita, bom nekoliko kasneje povedal zakaj. Verjamem pa, da ko se tisti ljudje, ki se prvič z njo srečajo, da je predolga, da je enostavno preveč mesnata, v sebi skriva preveč informacij. Zato smo na projektu Mladinski delavec prav na podlagi tele definicije in še na podlagi nekaterih drugih razvili eno slikco mladinskega dela, ki je tudi še kar bogata z informacijami, ampak vseeno morda niti ne toliko. Spodaj vidite mlade, svet mladih, in zgoraj vidite družbo. In mladinsko delo, njegov namen je pravzaprav samo v tem, da se mladi vključujejo v družbo. Opa, ne samo v tem. To je samo tale leva puščica. Torej, da družba v sebe, v svet odraslih, vključuje mlade, vendar obstaja še druga puščica, ki gre pa navzgor, to je pa participacija mladih, torej, da mladi na nek način spreminjajo družbo preko procesa njihove družbene participacije. In če je tukaj spodaj veliko zasebnega in tukaj zgoraj v družbi veliko javnega, se vse to lahko dogaja samo, oziroma predvsem, da ne bomo govorili samo, ampak predvsem v sferi civilne družbe, kjer so akterji mladinske organizacije in pa organizacije za delo z mladimi. Znotraj tega kroga mora nujno biti ena oseba, ki se ji reče mladinski voditelj ali mladinski delavec, ki prvič postavi tole lestvico, da mladi lahko plezajo iz svojih krogov zasebnih proti družbi in ki hkrati tudi sama, še posebej, če gre za prostovoljca, mladinskega voditelja, hkrati ta oseba tudi sama na nek način pleza po tej lestvici. Vsi, ki smo kdaj kot prostovoljci delali v mladinskem delu, točno vemo, o čem govorim. Vemo,
da sem imel določene odgovornosti že na začetku, pa jih imam tudi zdaj, ko sem že veliko bolj izkušen in sem pravzaprav splošno gledano sem v isti vlogi, vendar sem nekje drugje na tej lestvici. Torej, mladinsko delo, meni je ta slika zelo lepa in povedna prav zaradi tega, ker ustvari s tem en tak dinamičen krog. Tukaj je krog večnega pretoka, večno se stvari pretakajo. Bolj, ko mladi participirajo, bolj se tudi vključujejo v družbo in promet po lestvi navzgor se, morda tudi navzdol, ne vem, se dogaja ves čas. No, to je bilo mladinsko delo. Zdaj pa drugi pol tega mojega naslova, ki mi je bil dan, je pa neformalno izobraževanje. Neformalno izobraževanje pa pravzaprav na tej sliki vidim kot tole lestev. Torej, neformalno izobraževanje je zame lestev, ki niso stopnice in ki ni plezalna stena. Zakaj to primerjam s stopnicami in s plezalno steno? Lestev ima določene kline, je strukturirana. Vseeno veš, kje na lestvi nekako si, koliko klinov si že prehodil. Klini so malo bolj majavi kot pri stopnicah. Najbrž ste ugonili že, da z stopnicami mislim formalno izobraževanje. Formalno izobraževanje, ki je veliko bolj fiksno, veliko bolj stabilno na nek način, težje se podre, vendar ga tudi težje kam prestavim. Ker lestev je veliko lažje prestaviti kot pa stopnice. In na drugi strani priložnostno učenje primerjam s plezalno steno, kjer pravzaprav, tako kot je rekel že gospod minister v svojem govoru, je veliko stresa, je veliko mišičnega napora, je veliko mobilizacije dodatne energije, se ti zgodi veliko nepredvidljivega, ni strukture, ni nobenih klinov, ampak seveda, tisti, ki plezajo, ne samo po lestvah, ampak tudi po skalah, vedo, kaj to na drugi strani tudi prinaša. Za koga zdaj govorimo o pomenu neformalnega izobraževanja v mladinskem delu? Lahko govorimo o pomenu neformalnega izobraževanja za posameznika ali pa za družbo. In poskušal bom se morda v tem svojem prispevku majčkam bolj fokusirati na družbo, ampak bo iz tega po mojem zelo seval tudi posameznik. Ključno vprašanje, na katerega torej danes želim odgovoriti, je, kaj se lahko mladi v mladinskem delu naučijo in kaj ima od tega družba. To je moj prevod tega naslova, ki si mi ga ni nadala. Kaj se pravijo, ko si postaviš pravo vprašanje, je že več kot pol odgovorjenega, tako da upam. Sicer ne upam, da smo že na polovici. Pa bi najprej čisto na kratko skočil nazaj za približno 20 let nazaj, oziroma v to obdobje zadnjih 20 let in mladinskega dela. Če gledam na začetek mladinskega dela skupaj oziroma, če gledam na mladinsko delo v letu 1991, ko se je rodila naša država, po mojem mladinsko delo takrat nikakor ni bilo na začetku, obstajalo je že ogromno tradicij, tako neformalnih in tako tistih, ki so bile v sistemu dobro zakoreninjene, kot tudi tistih, ki so v družbi v 80-ih letih zelo močno delovale, morda še močneje kot tiste zakoreninjene. In obedve te dve, ali pa še več teh tradicij je takrat že obstajalo, zato ne moramo govoriti o nekem začetku, ampak morda o neki renesansi mladinskega dela pa lahko. Takrat so bili na terenu že posamezni zelo uveljavljeni akterji, zdaj kaj pomeni beseda uveljavljeni, je to pred državo ali je to pred mladimi ali kakorkoli, nekateri tako, nekateri drugače, in strukture, s čimer mislim to, kaj je država naredila, s čimer mislim finančno podporo recimo, in tem akterjem, temu stanju akterjev takrat še gotovo niso sledile. Mladinsko delo kot pojem je bilo neuveljavljeno, saj jaz se ga, bi rekel, jaz sem recimo prvič se srečal s tovrstnimi dejavnostmi v zgodnjih 90-ih, pa po mojem še skoraj do leta 2000 nisem prav zares nikoli resno govoril ali pa razmišljal o pojmu mladinsko delo.
Veliko bolj so se uporabljali drugi izrazi, ki so bili bližje filozofiji posamezne organizacije, kot pa en sam izraz mladinsko delo. In tudi, ko se je ta pojem uveljavil, se mi zdi, da je še kar dolgo, tudi v zgodnjih letih 21. stoletja še, ostajal predvsem v sferi hobijev in prostega časa mladih. Da ne bo pomote, tudi takrat se je že govorilo o politični participaciji mladih in tako, ampak vedno smo jo razumeli v kontekstu nekega, ne vem, nečesa dodatnega, nečesa, kar itak konc koncev, če je ali pa če ni. Majčkeno že vpliva na kvaliteto življenja, ampak ni pa to nekaj zelo bistvenega. No, po mojem videnju, to je seveda dosti subjektivno gledano, je Evropska unija in program Mladi v akciji postavil kar pomembni mejnik na tej poti, in sicer predvsem zato, ker je mladinskemu delu dal neko dodatno poslanstvo. Mladinsko delo je s tem začelo služiti na nek način, tudi nekim drugim ciljem, ne več samo prostemu času in če bo, bo, če ne bo, ne bo, ampak je postajalo tudi kot skozi bolj pomemben element posameznikove vzgoje. To je seveda odprlo tudi nove možnosti razvoja, ogromno novih področij se je odprlo, pač vsak cilj, ki ga želimo z mladinskim delom doseči, prinese seveda tudi nova znanja, nove koncepte, nove specialiste za to področje, nove knjige, nove projekte in tako naprej, in to je na nek način nek nov razvoj. Vendar še vedno mislim, da področje z vidika kadrov, financ, tem, koliko strokovnjakov se na fakultetah z njim ukvarja, ostaja na nek način in tudi, čeprav res priznavam MSS-ju, jaz sem bil v mandatu 3 leta nazaj, vsekakor je bil že po našem mandatu narejen velik korak naprej na prepoznavnosti mladinskega dela v politikah, pa vendar še vedno mislim, da če pogledamo, koliko zaposlenih ima Urad za mladino Republike Slovenije, koliko stvari ima še tak proračun v Sloveniji, kot ga ima Urad za mladino. Ali pa s koliko drugimi stvarmi se še toliko znanstvenikov na slovenskih fakultetah ukvarja, kot se z mladinskim delom. Ogromno področji je, ki imajo alociranih ravno toliko kadrovskih virov, kadrovskih resursov, kot pa mladinsko delo. Pa ne vem, če so vsa ta področja tako pomembna za obstoj naše družbe, kot je mladinsko delo. Zato je ta moja teza, da je mladinsko delo glede na svoje potenciale še vedno, kljub vsemu temu razvoju, ki sem ga želel pokazati, še vedno dokaj obrobna zadeva, kar se tiče prepoznavnosti navzven. Vprašal bi vas mogoče z drugega konca o tem pomenu. A si upamo sanjati, da bi vsak mladostnik, ali pa vsaj velika večina mladostnikov, bila deležna tistih pravih poglobljenih učinkov mladinskega dela, ki verjamem, da jih večina izmed tukaj navzočih je bila deležna. Si predstavljate, kaj bi bilo drugače, kakšen bi bil svet, če bi bila velika večina deležna takih učinkov mladinskega dela, kot ste jih bili deležni vi osebno? Mogoče to razmislimo o pomenu mladinskega dela v Sloveniji, o njegovem trenutnem pomenu, pa o tem, kakšne potenciale ima. Bi šel pa še z drugega konca. Rad bi navedel nekaj znamenj, za katere ne želim reči, da nas skrbijo sama zase, ampak da so to znamenja, ki bi nas po mojem mogla še veliko bolj skrbeti, kot nas skrbijo. Recimo, kaj bo z evrom, našo skupno valuto? Eno znamenje, ki pravim, glejte, sej bo pa kaj drugega namesto evra, ampak če pomislimo denar, dr. France Arhar zelo lepo reče, ko se izvede finančna transakcija, mi dva oba, jaz ki ti dam in ti ki vzameš v zameno nekaj, zaupava v to, da bo s tem listkom čez 2 leti, čez 5 let, možno tudi približno isto dobiti. Denar je stvar zaupanja. Denar ni nekaj samo zase. Denar je samo stvar zaupanja med ljudmi. In to, da se vsi bojimo, kaj bo z našo skupno valuto evro,
po mojem, kaže na neko veliko nezaupanje med ljudmi. Potem drug, recimo, tak znak, ki se ga moramo mogoče bati, je zadolženost. Jaz sem zdaj oče v 4-članski družini in ko zračunam, da smo nekaj 10 tisoč evrov zadolženi kot cela družina. In če pomislim, da jaz vsem imam rad Slovenijo in da sem njen državljan, in če res prevzamem družbeno odgovornost nase in mene kar stisne, pa kako bom jaz to odplačal? Jaz imam zdajle, pa ne vem, če imam, toliko vse lastnine, kakor sem zadolžen zdajle. A je to, ok, pa lahko rečemo, tudi če ne bomo odplačali, bo pa nekdo drug, ali pa sej prihaja tudi do odpisov dolgov, ampak nobeno kosilo ni zastonj, ne. Potem rast cen hrane, pomen tega za svetovno revščino, za svetovni red in mir, rast cen energentov, seveda, spet govorim, meni je mogoče še, osebno mnenje, da benzin mogoče še prepoceni, mogoče, glede na to, koliko ga še je v svetu in da ga bomo itak vsega izropali v nekaj letih ali desetletjih. Potem možne posledice velikega odrekanja, če bo do njega prišlo. Kakšne so lahko posledice tega, da se mora velik del prebivalstva veliko stvarim odreči? Demografska slika Slovenije, Evrope, kako živimo, kako upravljamo s posledicami pogosto tudi nenadzorovanih, nekontroliranih migracij, v katerih v takem svetu namreč živimo. Trajnostna raba dobrin, ohranjanje okolja in pa seveda predvsem, mogoče zadnje leto ali dve aktualna stvar, položaj mladih v družbi. Mi imamo nekaj tisoč ali pa celo nekaj 10 tisoč mladih vsako leto, ki jih po tekočem traku sproduciramo in nam potem ležijo v skladišču in jih družba ne zna porabiti. A ni to neko znamenje, ki bi nas moralo skrbeti, morda kot znamenje, ne da je to zdaj, ker se bo pa to rešilo po vsem. To je zame neko znamenje. Tako kot če te malo glava boli, veš, da si mogoče ali preveč delal, ali preveč popil, ali znamenje je to, Ni problem, da te glava boli, problem je, da je mogoče to znamenje za nekaj, kar ni v redu. In reagiramo na ta znamenja zelo različno. Zelo pogosto pride do zanikanja, tudi do preusmeritve pozornosti na druge, bolj vsakdanje, bolj nepomembne stvari. Pogosto reagiramo z optimizmom, saj se bo že dal kaj rešiti, saj bo že nekak. Pogosto prelagamo odgovornost, jaz tako ne morem nič. To so drugi krivi tisti, ki imajo odgovornost in je tudi res do neke mere to. Vendar zakaj takšne reakcije? Zakaj so takšne reakcije tako množične? Po mojem, stanje, v katerem smo, ni rezultat delovanja majhnega števila posameznikov. Zdaj, ko je ta parola znana 99%, po mojem, rezultat svet, v katerem živimo, ni rezultat tega, da je 1% bil pohlepen, hinavski in nad vse brez vrednot in brez nadzora. Po mojem, je svet, v katerem danes živimo, z vsemi temi znamenji, rezultat seštevek majhnih odločitev in majhnih dejanj vsakega izmed nas. Tako kot velja za skupni pašnik. Najbrž poznate to primerjavo s skupnim pašnikom, ki se zelo, zelo pogosto uporablja v trajnostnem razvoju. Recimo, da je na skupnem pašniku 10 krav in pašnik je skupen, več je lastnikov. In jaz imam eno kravo tam in rečem, ja pa sej, ali pa recimo, da jih je 100 krav, da je recimo bolj skrito vse skupaj, imam jaz tam 2 kravi in rečem, ja sej, če si dam pa še eno kravo, to je njegova kapaciteta, 100 jih prenese, če jih je več, ni trajnostno. Rečem, sej dam še eno gor, sej 100 ali pa 101, to se čist nič ne bo poznal, jaz si pa profit povečam za 50%. In tako se mi obnašamo praktično ves čas. Praktično ves čas gremo čez meje skupnega pašnika, se obnašamo netrajnostno, damo gor še eno kravco, saj se itak ne bo nič poznal. In zato govorim, da je svet, v katerem smo seštevek mnogih takih majhnih
dejanj, ko damo še eno kravco gor na skupni pašnik. Pa vemo, da se itak ne bo nič poznal. Pa ne bo to vsak liter benzina, ki ga skurimo, ki je nastajal milijone let, ali pa kaj drugega. In tipično za skupni pašnik je, da se dobiček individualizira, izguba pa se kolektivizira, se pa po družbi. Ali ne govori tega dejansko množica finančnih analitikov in kritičnih komentatorjev, ko govorijo o tem, da se bankam daje, dobiček se individualizira, izguba se kolektivizira. Torej, menim, da živimo na preveliki nogi, glede na to, koliko je sistem sposoben prenesti. In kdaj bo lahko ta naš skupni pašnik funkcioniral? Kdaj bo lahko ta naš skupni pašnik, v katerem živimo? Glih včeraj sem prebral eno izjavo, da je Slovenija najboljša parcela v Evropski uniji. Ampak kdaj bo ta parcela lahko trajnostno funkcionirala? Takrat, ko bomo ustvarjali skupnosti. Takrat, ko bomo skupnost. Če so pastirji na skupnem pašniku skupnost, če se med sabo poznajo, če drug drugega nadzirajo, če imajo skupne cilje, če so med sabo povezani tudi čustveno in tudi če imajo pravila in tako naprej, potem do zlorabe skupnega pašnika ne pride. Zato je gradnja iz skupine v skupnost, torej, da nismo samo skupina državljanov, ki se naključno znajde na semaforju pred neko rdečo lučjo, to je tipični primer skupine, da je skupina so ljudje, ki se znajdejo pred prehodom za pešce, ko je rdeča luč. Skupnost pa je kraj pripadnosti, mesto, kjer se ukoreniniš in najdeš svojo identiteto. In kaj je potrebno za skupnost? Doktor Nevenka Bogataj, ki bo potem tudi z nami sodelovala na okrogli mizi, navaja 3 stvari, ki jih skupnost potrebuje, da lahko kot skupnost funkcionira. Prva stvar so viri. Brez virov skupnosti ni. Dostikrat ste že videli, se je izbrala kakšna skupina, pa je hotela kaj skupaj narediti, pa ni bilo virov, pa ni šlo in je skupina razpadla. Torej, skupni viri, odnos do teh skupnih virov. Mi vire imamo, ampak kakšen je naš odnos do njih? Druga stvar so pravila. Pravila, kako se mi med sabo obnašamo in seveda učinkovit sodnik. Ni nujno, da je to neka tretja zunanja oseba, lahko je tudi nekdo izmed nas, ali pa je vsak od nas malo sodnika. Ampak da se ta pravila, kako z viri in drug z drugim upravljamo, da so postavljena. In tretja stvar, ki je potrebna za to, da skupnost funkcionira, da iz skupine postanemo skupnost, je zaupanje. Sem pa že prej govoril recimo na primeru denarja, kaj je z zaupanjem. Lahko si pogledate pa tudi raziskave, kaj je z zaupanjem v inštitucije in vse podobne. Zato mogoče tole osrednji sloj, osrednji slajd, osrednja slika današnjega mojega prispevka je prav ta. Trajnostna smer razvoja naše države ali pa planeta vodi le preko ustvarjanja skupnosti na različnih nivojih. Kaj pomeni skupnost na različnih nivojih? Preseneča me to in zato mi je ta definicija tudi tako ljuba iz zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, da mladi, ko se vključujejo v družbo in ko participirajo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Torej, mladinsko delo ima potencial in na nek način smo zdaj zakonsko obvezani tisti, ki sebi rečemo, da smo mladinski delavci, da mlade spodbujamo, da prispevajo k razvoju skupnosti. Zdaj, skupnost se mi zdi zanimiva tudi iz enega zelo pomembnega vidika, če pogledamo stvar, ki smo jo že vsi 100.000-krat videli, hierarhijo potreb in motivov po Maslowu. Povejte mi eno potrebo, na katero skupnost ne more učinkovito odgovarjati. Fiziološke potrebe. A si že šel kdo kdaj jajca ali pa sos posoditi k sosedu? Če ne bi bilo skupnosti, si ne bi mogel iti. Pa je to zelo simbolen primer, obstajajo tudi resnejši. Potreba po varnosti. Katero, mislim, skupnost
potreba po varnosti, jaz vidim zelo močno povezavo. Potreba po pripadnosti, direkt, po ljubezni, po ugledu, po spoštovanju. Po mojem, če ni skupnosti, si lahko ugled po spoštovanju samo z denarjem kupaš. Če pa je skupnosti, ga pa lahko kupaš še s čim drugim. In pa tudi po samouresničitvi. Mnogi, tudi recimo Frankl, pravi, da se lahko uresničimo le v odnosu, torej kje druge kot v skupnosti. Torej, skupnost je nekaj, kar je, s čimer smo res tako prežeti v naših življenjih, da odgovarja praktično na vse naše potrebe. Zdaj, v konceptu države blaginje govorimo o sferi skupnosti samo tam, ko smo pri zasebni sferi. Se pravi, ko govorimo o zasebnosti, govorimo o skupnosti. Vendar, potem imamo še sfero trga, javno sfero, potem najbrž več Sašo, in pa v sredini potem tega trikotnika, sfero civilne družbe. Vendar, zanimivo je, da družbeni nauk cerkve, se pravi znanost, ki jo ima Rimokatoliška cerkev o družbi, civilno družbo imenuje intermediarne skupnosti ali vmesne skupnosti. Torej, vse, kar je med mano osebno, pa med javnim in sfero trga, so pravzaprav po tej filozofiji skupnosti. In res, lahko bi gradili določene skupnosti, kot mladinski voditelj sem že občutil, svojo majhno skupino, pa svojo krajevno enoto, pa potem svojo organizacijo, pa ta organizacija se je v MSS včlanila, pa MSS je bil pol del nečesa širšega in tako naprej. In smo gradili te mostove. Ampak te stvari morajo biti skupnosti, če ne, stvar po mojem ne funkcionira. Slovenci se namreč vse preveč zanašamo samo na državo, pozabljamo pa, da bi mnoge svoje potrebe lahko zadovoljevali prav v teh vmesnih intermediarnih skupnostih. Ko posameznik ostane brez službe, je logično, da dobi podporo od države, vendar v nekem drugem sistemu bi bilo najbrž tudi čisto realno misliti, da mu bo neka skupnost nudila podporo. Da ni nujno, da je to čist nujno država. In obsedenost Slovencev z državo se vidi recimo iz tega grafa, ki je sicer že nekoliko star, pa vendar država mora poskrbeti za, popolnoma ali pa delno, za posameznikovo prebivališče. Poglejte, v kolikem procentu Slovenci mislijo. Da mora država pomagati razvoju industrije, misli skoraj polovica Slovencev. Da mora preprečevati škodo, ki jo industrija naredi, država, misli 63% Slovencev. Torej, Slovenci, po mojem, prav zaradi tega, ker ne znamo živeti teh intermediarnih skupnosti, preveč polagamo upanja v državo oziroma v tisto, kar mi nismo. Tisti zunaj so krivi. To se lepo kaže tudi iz tega Eurobarometra, kdo, sicer že tudi iz leta 2009, ampak kdo je najbolj odgovoren za to, da reši, da ukrepa proti krizi, ki je nastala. Takrat je bilo to zelo aktualno. Glejte, modri trak je Evropska unija, rumeni, oranžni trak je pa Slovenija. Slovenci, glejte, drugi državljani pravijo, ja seveda, naša vlada mora ukrepati, 19%, Slovenci samo 12% zaupamo v naši vladi. Evropska unija, katere močna konec koncev članica smo, imamo nekaj vpliva, tudi imamo Slovenci manj zaupanja kot povprečen evropski državljan. Medtem ko drugi, se pravi G20, oni morajo ukrepati, to pa mislimo bolj kot ostali državljani Evropske unije. Amerika, seveda, oni morajo, to tudi mislimo bolj kot ostali državljani Evropske unije. In mednarodni denarni sklad, seveda, tudi bolj kot ostali državljani Evropske unije. To je torej neka želja, obsedenost Slovencev s tem, da so oni drugi, oni višji, odgovorni za stanje, v katerem smo se zbudili. Skratka, skupina, skupnost pa je tudi metoda v mladinskem delu. Najbrž mi ni treba posebej poudarjati, da mladinsko delo je skupnostno delo in da je individualnih pristopov v mladinskem delu res zelo, zelo malo oziroma so kvečjemu izjema kot pa pravilo. Vzgoja za skupnost seveda ni
je zelo težko samo pridobivanje nekega znanja. Potrebna je celostnost znanja, veščine, odnosi, od manjše skupnosti proti večjim skupnostim, pomen odgovornosti za skupnost, za skupni pašnik in pa učenje z delom, learning by doing. To so vse po moje elementi, ki jih vzgoja za skupnost mora imeti. In zdaj mi pa povejte, ko pogledate, kako čim širši krog ljudi vzgajati za skupnost, kateri od teh treh stebrov ima največji potencial, da vzgaja ljudi za skupnost oziroma da nas pripelje k boljši kvaliteti življenja. Je to formalno izobraževanje? Je to priložnostno učenje? Jaz mislim, da učenje v družini je ključnega pomena, vendar mu nekaj manjka. Manjka mu te intermediarne skupnosti mu manjkajo. Prav, družina je čudovita skupnost, če je dobro vodena, upravljena, vendar to ni vse. Torej, moje mnenje je, da ko se gremo v vzgojo za skupnost in s tem vzgojo za naš skupni pašnik, je neformalno izobraževanje ima daleč največji potencial. Predvsem tudi zato, ker je neformalno izobraževanje za razliko od formalnega lahko veliko bolj pluralno. Vsak akter, vsaka organizacija si lahko sama postavi svoje besede, lahko na svoj način ubesedi svet. Vsaka organizacija lahko sama postavi pravila, način glede na ciljno skupino. In tudi prav je, da imamo več različnih ideologij v mladinskem delu. To, da sem jaz prinesel ideologijo o intermediarnih skupnostih, pa če vam ta kaj pove prav, če ne, ampak tak jaz sem. Nekdo drug bo govoril o nekaterih drugih konceptih, ki tudi, če nam bojo kaj povedali, bojo, če ne, ampak to je tista vrednost. A bi lahko o intermediarnih skupnostih govoril v formalnem izobraževanju? Mogoče lahko, ampak zelo v nekem kontekstu. No, to zagovarja to zagovarja to. To je prednost neformalnega izobraževanja, da je lahko pluralno in da iz te pluralnosti vsi lahko drug drugega bogatimo. Obstajajo seveda nevarnosti, namreč, kaj mislite, a bo individualizem tudi naše mladinsko delo kot skupinski, skupnostni proces kaj najedel in uničil? In druga nevarnost, da včasih poberemo le slabe reči od neformalnega izobraževanja. Recimo, razpis na Ministrstvu za šolstvo za izobraževanje odraslih, zadnji, ki je bil, kjer smo mogli za 3 leta vnaprej povedati, kdo bo kaj izvajal, koliko točno česa bo, je od neformalnega izobraževanja pobral samo to, da ni priznano. Vse druge stvari, to, da skupina sama razvije kurikul, da sama ubesedi probleme, da sama razvija, vse druge stvari so mogle biti pa malo bolj zacementirane. Torej, s preveč birokratizacije pogosto od neformalnega izobraževanja poberemo samo tisto najslabše. Vendar, kljub vsemu, pomen mladinskega dela trenutno ni velik, oziroma pomen neformalnega izobraževanja v mladinskem delu, vendar ima ogromne potenciale. Če si zastavimo cilj, da moramo vsako mlado osebo formirati za delovanje in sodelovanje v skupnostih, povejte mi akterja, ki lahko to bolje uresniči kot mladinsko delo. Če si pa ne zastavimo tega cilja, mi pa povejte, kje bomo čez 5 let. Hvala lepa.